prepoved, pa se pa naredili, pa kaj smo še drago povedali, da je bilo to, da je sam pojen, na Aško bo predvajalo, ampak če bi je manj te podpore, on tako lagnejo vključuje, Če sebe pogledam 1 leto nazaj in zdaj, po 3 letih, moram reči, da se je moj način razmišljanja in moj pogled na življenje res zelo spremenil. No. Zdaj sem sigurno mnenja, da kot posamezniki včasih preveč skrbimo o nekaterih stvarih, ki mogoče res niso pomembne. Ampak ko vidiš vse te zgodbe, ugotoviš, da so to samo neke malenkosti, ne? Pač življenje je kratko. Pa sem ljudi tako ne vejo, kaj je intenzivna terapija. Ne? Jaz recimo, ko sem prišla svojega soseda pogledati sem enkrat, ko je bila huda poškodba, ne? In je tle ležal, pa mene stiskala, ne? Kaj šele svojce, ki ne poznajo sploh intenzivne terapije. Ne? Kompletna kirurgija, razen srčne. Ne? S tem, da imamo še transplantacijski program in donorski program. Vsak novo zaposleni, ki pride k nam na oddelek, prične z usposabljanjem na enoti intenzivne terapije. To usposabljanje poteka 3 mesece, 3 tedne poteka usposabljanje v simulacijskem centru, kjer s pedagoško medicinsko sestro in ostalimi kolegi usvojijo neke osnove intenzivne terapije. Potem pa pač gredo na oddelek, kjer z neposrednim mentorjem prevzemajo paciente in sodelujejo pri celostni obravnavi. Ampak to je vse tak pozitiven adrenalin. Jaz nikoli nisem imela nekega strahu. Mislim, je dobro, tudi pravijo, da je dobro, da imaš nek strah, ne smeš biti preveč suveren pa preveč samozavesten, ampak nikoli pa nisem imela nekega takega strahu in zaradi tega so tudi prišla vsi delati. Ker sem vedela, da je adrenalin in da je napeto in da se dogaja. Ampak nis pa nikoli sam in vedno res v timu delamo. Da ko greš domov, da veš, da si dal maksimum za pacienta, da si ga uredil, uskrbel, pa še večja nagrada je to, ko je na koncu rezultat, pač ta pozitiven rezultat. To je meni osebno nagrada. Medicinska sestra je tista, ki je ves čas ob bolniku, je tista, ki ga opazuje, nadzoruje, torej v primeru, če je karkoli narobe, da zna torej prepoznati, da zna ustrezno in hitro ukrepati. Tako da, kar se z tega vidika tiče, ja, je pač težek oddelek, težko delo, ampak tak poklic smo se izbrali, ne. Tako da mislim, da to vsakmu pride v zakup, že ko se odloči za tak študij. Za tak oddelek se pa odločiš, če ti je všeč dinamičnost, če ti je všeč, da se vsak dan nekaj novega naučiš. Moje ime je Tjaša Ulčnik, sem študentka 2. letnika zdravstvene nege na podiplomskem študiju Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani in sem že 3. leto študentka v CIT-u. Moram reči, da so nas v timu, trenutno je 16 študentov, zelo lepo sprejeli. V bistvu se počutim kot njihov enakovredni član. Delo v CIT-u bi priporočala vsakemu, ki si v življenju želi novih izzivov, ki želi kot medicinska sestra nagraditi svoje znanje, postati še bolj suveren, samostojen, spoznati dinamiko dela na našem oddelku, spoznati lepe zgodbe in tudi zrasteti kot osebnost. Naša intenzivna terapija je vrh vsega znanja v Sloveniji. Zato da prideš do tega nivoja, moraš nekaj znati, moraš biti boljši od vseh in ko boš prišel k nam, med nas, bomo mi ti pomagali, da boš boljši od nas, ker smo že toliko časa tle. Vsak bolnik je individuum, tako da za enega nekaj ustreza, za drugo in potem iščemo mi tudi s pogovorom svojci, kaj recimo ustreza tudi, nekaterim glasba, nekaterim sam pogovor, dotik. Mislim, da se vsem najbolj vtisnejo kakšni mladi ljudje, zato ker s tem vidiš, kako je življenje minljivo, kako si ti minljiv. So pa tle že zdravniki,
ki pa zahtevajo seveda svoje in kjer je treba še bolj vklopiti turbo, a ne, razne preiskave, pol, ko pride nova terapija, treba vse to pacientu dati razne, bom rekla, ne vem, ali so bronhoskopije, ali so preveze. Tako da predvsem je dopoldne veliko bolj burno, tudi zaradi tega, ker nas je več na kupu. CIT je delovišče, kjer moraš ti praktično biti skorda en korak pred nečim, kar se bo zgodilo. Če kdo pozna pacienta in sestra, ki ga opazuje 24 ur in je z njim, in ko se pri pacientu stvari začnejo dogajati, moraš ti že prepoznati na nek način, kam bo to peljalo in odreagirati. Tukaj se dogaja, tukaj se res dogaja, skozi, ne? In skozi moraš biti pripravljen v akciji, ampak miren. To je predvsem važno. In ko sem jaz stopila skozi vrata, mi smo prej, zdaj imamo take super nove prostore, ne? Dinamični vrvež. Vsi so vedeli, kaj delajo, vsak je vedel, kaj pa red, vse sestre so vedele. To so bile tako sinhrone, meni se je to zdelo tako bajno. To je v bistvu vsak vedel, no, kaj je treba narediti in meni se je to dopadalo. Tako sem si sama rekla, ne, da si jaz tudi želim biti taka sestra pa v takem timu. Zelo mlad kolektiv. To so zelo prijetni sodelavci. Upam si reči, da smo redki, pri katerem je res začutiti timski duh. Da bi delal v intenzivi, moraš biti adrenalinc. Pripravljen na reakcijo, na borbo, a ne? V vsakem momentu. Ne na beg, ampak na borbo. CIT ti da ogromno znanja. Ampak da toliko tudi lepih stvari. Naprimer, jaz sem tukaj 15 let, ampak res jaz si ne predstavljam trenutno še vedno delati kje drugje. Čeprav bi bilo lažje mogoče, a ne? Ampak to, koliko te CIT napolne s tem, ko veš, da prideš sem, daš vse od sebe, ko nekomu pomagaš oziroma se skupaj z njim boriš, pa da je ta zgodba ima še srečen konec, pa jaz mislim, da ni nič lepšega v življenju.